Letos je slavnostni dogodek na Dan Evrope potekal v Ljubljani na Kongresnem trgu, kjer sta prisotne nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar in evropski komisar Slovenije Janez Lenarčič. Na dogodku so predstavili pomembne dosežke Evropske unije. Prisotni so bili tudi člani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki so predstavili projekt SIMI, financiran s strani Evropskega mehanizma civilne zaščite. Dan Evrope je izjemno pomemben praznik za vse tiste, ki verjamemo v Evropo in evropske vrednote. Sama sem nedvomno ena tistih, ki verjame, da več Evrope pomeni več demokracije, več vladavine prava, več spoštovanja temeljnih človekovih pravic. Evropa je združena že dolgo vrsto let. Ponosna sem, da je Slovenija del te velike družine, tudi zaradi tega, ker smo najmočnejše gospodarsko območje na svetu. S tem seveda prihajajo tudi odgovornosti. Danes sem poudarila, da Evropa je seveda tudi velik onesnaževalec zraka, zato moramo prevzeti del svoje odgovornosti. Posebej sem vesel, da je današnji dogodek v znamenju trajnostne prihodnosti. Ta je še posebej pomembna z vidika resorja, ki ga vodim v Evropski komisiji. Spomnite se lanskega požara na Krasu. Še več in še hujših požarjev so bili drugod po Evropi. To je bilo najbolj vroče poletje v Evropi, odkar merijo temperature. Spomnite se stoletnih poplav leta 2021 v Nemčiji, v Belgiji. Nekaj se dogaja in vsem je jasno, da je za to odgovoren človek. Zato se moramo usmeriti v trajnostno prihodnost. Po eni strani se moramo pripravljati na vremenske nesreče in vremenske katastrofe. Veseli me, da je Slovenija na tem aktivna. Danes Evropska unija šteje 27 članic. Med največje dosežke štejemo enotni trg, šengensko območje, skupno evropsko valuto, načrte za trajnostno prihodnost in program Erasmus. Se pravi, Erasmus plus mladina, pa tudi Evropska solidarnostna enota dajeta mladim možnost, da pravzaprav nekaj prispevajo k temu svetu, jih opolnomoči, da lahko izrazijo svoje ideje, svoje potrebe, svoje želje, svoje videnja. Ena izmed prioritet tega programa je vključevanje in raznolikost. Zato vsi programi, tako pri predstavitvah in tudi pri izvajanju, pravzaprav podpirajo vključevanje katerihkoli mladih z ovirami, z manj priložnostmi v najširšem pomenu. Se mi zdi, da je to praznik lahko vseh Evropejcev in Evropejk, Slovenk in Slovencev, prav zaradi tega, ker smo v zadnjih letih, od leta 2004, v Sloveniji počrpali dobrih 12 milijard evrov evropskih sredstev. In če se ozremo okoli sebe, lahko vidimo množico projektov, okoli 15 tisoč jih je, ki so nastali prav iz evropskih sredstev. Na dogodku so bili prisotni tudi predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki so predstavili projekt SIMI, ki je financiran iz Evropskega mehanizma civilne zaščite. Veseli smo, da smo tudi predstavniki organizacije Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije danes tukaj. Smo del projekta Varni in enaki v naravnih nesrečah, ki predstavljajo eno izmed pomembnih vrednot Evrope, torej enakost. Jaz mislim, da so vrednote Evropske unije dovolj jasne. Mislim, da je Evropa, države članice Evropske unije lahko zgled mnogim, kako se za invalide in ranljive skupine skrbi. Lahko pa rečem samo en stavek: nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje. Mi smo po vseh meritvah zelo varna država in ravno zaradi tega občutka varnosti mogoče manj pozorni na različna ravnanja. Mislim, da je to izjemno pomembno. Tudi nenazadnje Slovenija predstavlja na nek način konkurenčno prednost, ravno to naše varno okolje. Slovenija velja za varno državo. Povsod po Evropi pa nimajo takšne varnosti in miru. V Ukrajini namreč že drugo leto divja vojna. Zato je pomembno, da večkrat razmislimo, kaj lahko naredimo za varno, solidarno, pravično in trajnostno usmerjeno Evropo. Ena od takšnih priložnosti, ki Evropo povezuje, je tudi Dan Evrope.